Naša hrana ni na enak način sposobna podpirati in krepiti življenjskih procesov v nas kot nekoč, je prepričan Andersen, ki je z nemškimi in nizozemskimi sodelavci razvil metodo biokristalizacija, s katero lahko oceni vitalnost ali življenjsko moč v hrani. Which, in my understanding, shows better than chemical analysis the vitality of the foods, not the number of minerals, proteins, vitamins, antioxidants. This is very important knowledge, but it's also becoming more and more important to know the vitality of our foods. Ekološko ali biodinamično pridelana živila so boljša kot tradicionalno pridelana, pravi. Andersen je tako v Slovenijo prišel tudi zaradi poskusa s kumaro, ki ga je naredil Zvone Černelič. Vzel je 3 kumare slovenskega porekla, iz trgovine, z ekološke in svoje biodinamične kmetije. Razrezal jih je na enake koščke, zložil nazaj in zavil v kuhinjsko folijo ter jih shranil pri sobni temperaturi. Zgornja kumara je po 12 dnevih takšna, kakršna je, praktično je segnila. Srednja ekološka je kar dost solidna, v solidnem stanju sicer kaže malo znake rumenenja, spodnja pač vidite kakšna je, ima svojo vitalnost in se je kar zrasla nazaj. Andersen sodeluje s Centrom biotehnike in turizma, v katerem stremijo k ekološkemu kmetovanju tako pri mleku, zelenjavi kot pri sadju. Po Andersenovih navodilih jim bo zdaj šentjernejska Iskra Pio naredila laboratorij, posebno komoro. S katerimi bomo analizirali predvsem kristalno strukturo, torej energetsko vrednost posameznega živila ali pridelka ali ploda, in temu primerno bomo pripomogli tudi našim pridelovalcem, da se bodo preizkušali, ali so naredili vse tako, kot treba ali ne. Prvi del laboratorija bo nared čez nekaj mesecev, nato pa ga bodo še izpopolnili. Da bo šola ne samo učna, bo tudi razvojna in bo dala tudi smer razvoju našemu kmetijstvu, kjer se bomo lahko preizkušali v čim bolj kvalitetni hrani iz Dolenjske, iz te naše dežele.